In se je začelo. Prvi delovni dan v Ljudskem vrtu, spet je živahno na zunanjih igriščih, telovadnicah, hodnikih pod vzhodno tribuno. Jesenski prvaki so se vrnili na delovna mesta, da bi dokončali, kar so nadvse uspešno začeli v drugi polovici lanskega leta. Ob začetku priprav in pozdravnem nagovoru strokovnega štaba so se igralci najprej soočili s tehtnico. Se po preverjanju stanja s kilogrami preselili v telovadnico, kjer je potekal prvi del vadbe. Nadaljevanje pa je že sledilo na igrišču. Vse v dobrem razpoloženju, z nasmejanimi obrazi in jasno zastavljenimi cilji. Ob začetku priprav se vselej veliko govori o prestopnem roku. Prvi treningi so praviloma v senci dogajanja na nogometnem tržišču. Zaenkrat v Ljudskem vrtu po tej plati vlada zatišje. Na zboru moštva se je zbralo istih 27 igralcev kot ob koncu jesenskega dela. Kako dolgo še v takšni zasedbi je bilo prvo vprašanje namenjeno športnemu direktorju. No, kar nekaj časa, se pravi do prestopnega roka, se bo situacija izkristalizirala, tako da definitivno bomo kadar, bo kader manjši. Najbolj zanimiva je seveda informacija, ali lahko pričakujemo kakšne nove obraze. Je odvisno od odhodov, ampak mislim, da so stvari že zelo daleč, kajti v slovenskem prostoru, glede na, da smo mi evroligaš, glede na to, da smo v polfinalu pokala, glede na to, da smo osvojili 77% točk, ne vidim dosti igralcev, ki bi lahko takoj prišli in igrali Maribor. En bi lahko, ostali pa zelo, zelo težko. In kako je z odhodi? Če govorimo o odhodih, definitivnih je Dalibor že zelo daleč. To je edini definitivni odhod, vse ostalo so pa seveda odhodi, kateri igralci bojo nabirali več kot potrebne minutažo ali pa več potrebno formo, da bi potem seveda junij spet konkurirali. Trener začenja že 8. priprave na čelu vijoličaste druščine. Z metodami Darka Milaniča so njegovi izbranci večinoma že dobro seznanjeni. Ob slovesu 15. decembra po tekmi v Birminghamu so vsi dobili natančna navodila o počitku in o individualnih aktivnostih v pričakovanju začetka skupne vadbe. V kakšnem stanju so igralci prišli na zbor? Težko je govoriti, v kakšnem stanju so. Razpoloženi so, vendar je popolnoma jasno, da ta prvi trening pove veliko samo v tej smeri, da imajo veliko željo, da bi igrali dobro. V kakšnem fizičnem stanju smo v tem trenutku, je pa težko govoriti, imamo pa veliko časa, da bomo v dobrem. Tako je, prva 2 tedna smo tu, večinoma bomo trenirali na umetni travi, zaradi zmrznjene podloge na pomožnem igrišču, potem pa ta odhod v Turčijo, kjer bomo imeli jasno boljše pogoje za delo, kjer bomo odigrali veliko število tekem. Do teh priprav v Turčiji bomo odigrali samo eno pripravljalno tekmo. Večinoma bomo delali jasno na temu, da čim prej pridemo na tisto pot, na kateri smo bili. To pomeni, da se vključimo spet v nogomet, v te zahteve, ki jih imamo v sami igri. Mislim, da ne bo to pretežka naloga, da se bojo fantje hitro vključili v to. Nekaj bomo naredili tudi na temu, da bi po dolgem premoru napolnili, po domače rečeno, akumulatorje, da bi enostavno lahko tekli, da bi prišli na nek dober nivo, kar se tega tiče. Predvsem je pa pomembno to, da bomo delali na temu, da bi bila igra tista, katera bi bila na visokem nivoju. Delovna vnema vseh izbrancev Darka Milaniča ni vprašljiva. Vsi so se popolnoma zbrani lotili novih aktivnosti in pokazali, da se zavedajo pomena zimskih priprav kljub prednosti in prijetnem pogledu na prvenstveno lestvico. Pričakujem dobre priprave, da se bazično priprave tiste, da se nadihamo, da dobimo tiste prepotrebne moči, ki jih rabimo pred nadaljevanjem prvenstva. Nekaj smo naredili v prvem delu prvenstva točkovno in sedaj si želimo takšnega nadaljevanja in zato potrebujemo moč. Ja, del priprav v Turčiji, tako da pričakujem, da bomo ustrezno pripravljeni ter tudi taktično in tehnično. Trener že nakazal, da bo večina treningov nogometnih z žogo, tako kot si sami najbolj želimo in vemo, da na takšen način lahko osvojimo tisto, kar si želimo.
Prva 2 tedna bo ekipa vadila v domačem okolju, osrednji del priprav pa bo potekal med 28. januarjem in 11. februarjem v Turčiji.